Pretekli vikend je v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču potekal tretji festival starodobnih vozil kot deli, na katerem so bile razstavljene vse vrste starodobnih vozil in drugih prometnih sredstev, izdelanih do leta 1979. Letošnji festival je zaznamovala 50-letnica avtomobila Mini, na festivalu pa je bilo mogoče videti še nekaj drugih zanimivih in častivrednih primerkov iz sveta avtomobilizma. Klasičen Mini je bil v javnosti premierno predstavljen 26. avgusta 1959, med množicami pa je hitro prerasel simbol celotne generacije. Obiskovalcev v soboto popoldne je bilo sicer manj kot pred slabim mesecem dni na sejmu Automotorshow Ljubljana, vseeno pa se je našlo precej mladih in starejših interesentov, ki jih omenjeno področje zanima. Sejem starodobnikov je bil sicer razdeljen na starodobna vozila, motocikle, kmetijsko tehniko, kolesa ter ostala vozila, razstavljavci pa so se delili na lastnike vozil oldtimerjev, lastnike youngtimerjev, ponudnike rezervnih delov, klube, muzeje in restauratorje. 250 eksponatov starodobnih vozil je bilo razstavljenih na preko 6600 kvadratnih metrih notranjih razstavnih površin ter 7400 kvadratnih metrih zunanjih površin. Prireditev so za jesensko srečanje izkoristili tudi člani Oldtimer kluba Škofljica. Starodobnih motorjev se marsikdo spominja še z večjo nostalgijo kot avtomobilov. Tale Steyr Puch rumene barve bil po 30 letih izkopan iz zemlje in restauriran. Bil je mačkane krasi Jaguarja, kot bi morda kdo pomislil, ampak gre za model Peugeot 203C iz leta 1956. Pri tem Fiatu 500 Topolino gre za prvi model iz leta 1936. Vozilo je na prodaj za 7500 evrov. Gasilska brigada Ljubljana to vozilo uporabljala od leta 1934 do 1970. S peskanjem karoserije in drugih delov vozila se pokaže, kakšno je dejansko stanje. Tale Porsche Spyder Special iz leta 1956 je unikat. Za marsikoga stara šara, za poznavalce dragoceni izdelki, s katerimi se lahko izpolnijo svoj avtomobil. Za tegale Rolls-Roycea pride človekov na misel le ena trditev. Big is beautiful, veliko je lepo.